Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je posvečena deklici Steli, ki ob večerih zelo rada prisluhne pravljičnemu svetu. Najlepša hvala. In ker Stela naravnost obožuje balet in vse, kar diši po plesu, je pred nami čudovita zgodba o gosenici Tiji, ki je imela velike sanje. Namreč želela je postati baletna plesalka. A žal so mnogi dvomili vanjo, da ni dovolj vitka in da nima kril. A srce, ki sanja in verjame vase, zna biti močnejše od vseh dvomov. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Stelo, nastali izpod peresa slovenske pisateljice Mojceje Podgoršek z naslovom O gosenici, ki je želela postati plesalka. Nekega dne je gosenica Tija skozi priprta vrata baletne hiše zaslišala prelepo melodijo. Ko je pokukala v notranjost, je zagledala čudovite metuljčice, ki so v ritmu godal poplesavale na odru. Joj, kako so lepe, je vzkliknila. S svilenimi krili, odetimi v čudovite pisane barve, ustvarjajo pravi baletni kalejdoskop, je pomislila. Še sama je začela poplesovati in ne da bi videla kdaj, priplesala prav do odra. Ojoj, so bile zaprepadene metuljčice, ko so jo zagledale. Kdo pa si ti? Tija, je ponosno rekla gosenica Tija in narahlo upognila svoje ne preveč vitko telo. Godala so v pogledu nanjo osuplo utihnila. Kaj pa delaš tukaj? Jo je vprašala Violina. Rada bi postala baletna plesalka. Ampak ti vendar ne moreš postati baletna plesalka, je rekla Violina. Metuljčica z roza krili pa je dodala. Kaj ne vidiš, da za to potrebuješ krila, ki te dvignejo s tal? Je zavzdihnila gosenica Tija. Torej se vam ne morem pridružiti. Seveda ne, so v zboru odgovorile metuljčice, godala pa so v znak odobravanja glasno zagodla. Gosenica Tija se je s sklonjeno glavo odpravila proti izhodu. Ko bi le imela krila, je žalostno pomislila. Vsa potrta in s pogledom uprtim v tla se je odpravila proti domu. Na poti je morala tudi mimo Murnove krojaške delavnice. Za hip je pokukala v izložbo in naenkrat jo je prešinila čudovita ideja. Hitro je vstopila. Želim, da mi se šiješ krila iz čisto prave svile, je rekla Murnu. Kaj pa boš z njimi? Se je začudil Murn. Gosenice vendar nimate kril. Baletna plesalka bom postala, je bila trdno prepričana gosenica Tija. Murn je samo skomignil z rameni, kajti na balet se res ni spoznal. Potem je gosenico Tijo premeril po dolgem in počez. Natanko čez 14 dni lahko prideš ponje, je nazadnje rekel. Čez 14 dni, je bila razočarana gosenica Tija. Jih ne bi mogel sešiti prej? Nikakor, je bil užaljen Murn. Najprej moram pri sviloprejkah naročiti svilo,
potem pa izdelati krila, ki ti bodo dobro služila. Takšno delo je natančno in zamudno. Že prav, se je hitro strinjala gosenica Tija. Muran pa je dodal: vedi, da so svilena krila zelo dragocena. Zato jih bom prisiljen prodati, če na dan, ko bodo narejena, ne prideš ponje. Seveda bom prišla, mu je obljubila gosenica Tija, ki se je morala sprijazniti, da bo morala na krila še malo počakati. Potem je odšla domov in vsak dan na koledarju označila, koliko dni je še preostalo do trenutka, ko bo dobila krila. Samo še 5 dni, se je razveselila. A že naslednjega dne se je počutila slabo. Tako zelo, da je komaj še prečrtala nov dan na koledarju. Še 4 dnevi, je zavzdihnila. Toda prav kmalu je obležala. Mrazilo jo je in pokriti se je morala z debelo odejo. Njeno gibčno telo je postajalo vse bolj negibno. In ko jo je do kril ločil le še en samcati dan, se niti premakniti ni mogla več. Tiho je objokavala svojo nesrečno usodo. Kajti vedela je, da naslednjega dne ne bo mogla po krila, ki jih je naročila pri Murnu. In tako se je zgodilo. Muran je krila prodal, gosenici Tiji pa so v žalosti minevali dolgi dnevi in še daljše noči. Vse dokler je nekega jutra z nje zdrsnila debela in težka odeja. Zdaj se je spet lahko premikala in bila je lahka kot pero in kar naenkrat se je dvignila s tal. Letim, prav zares letim, je presrečna vzkliknila. Poletela je visoko v zrak in potem še višje, pa skozi okno in navzdol po ulici. Kako lepa metuljčica, so sklikali vsi, ki so jo videli. In že so jo krila ponesla v baletno hišo. Godala so ob pogledu na njeno lepoto zaprepadeno utihnila. In metuljčice so prenehale poplesavati, da bi jo lahko občudovale. Kako si lepa, so ji govorile. Bi hotela zaplesati z nami? In gosenica Tija, ki ni vedela, da bo postala prelepa metuljčica, se jim je pridružila na odru. Ob čudovitih zvokih godal je odplesala svoj prvi baletni ples. In potem še enega in še enega. In plesala je in plesala in preplesala vse svoje življenje. Kako čudovita in nežna zgodba. Gosenica Tija nas je spomnila, da se sanje ne uresničijo čez noč. Rastejo počasi, prepredene s trudom, potrpežljivostjo in pogumom. Draga Stela, naj te ta pravljica opomni, da lahko s srčnostjo in vztrajnostjo dosežeš vse, o čemer sanjaš. Morda danes še plešeš v domišljiji, jutri pa že na pravem odru. Mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici za grajenje pozitivne samopodobe z naslovom Medvedek Mavri in gosenica. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Steli in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo! Samo vztrajati je bilo potrebno, ne?
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Katarini, ki z veseljem prisluhne čarobnemu pravljičnemu svetu, poleg tega pa ima veliko srce za živali. Katarina namreč skrbi za svojo psičko Neli ter mucka Mikija in Karolino. Bravo, vse pohvale. Tokrat nas čaka prav posebna zgodba. Zgodba, ki v sebi skriva vprašanje, o katerem smo odrasli nekoč sanjali. Zgodba o iskanju, sanjah in čarobni poti, ki nas vodi tja, kamor slišimo klic svojega srca. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Katarino z naslovom Ko bom velik, bom... Nekega dne je učiteljica vprašala svoje učence: Katero delo bi radi opravljali, ko odrastete? Julija je malce zaskrbljena. Vprašanje je težko. Kaj bom počela, ko odrastem? Pojma nimam. Miha je odgovoril: Na dvorišču sem vedno jaz glavni. Vsi poslušajo, kadar razlagam pravila igre. Nekoč bom policist. Naslednja se oglasi Natalija. Jaz ves čas padam po tleh, sem kraljica poškodb in obližev. Torej bom zagotovo zdravnica. Ko pride na vrsto Leja, pove: Brez dvoma sem od vseh jaz najbolj sladkosneda. Ko bom velika, bom prodajala sladoled. Okleval ni niti Robi. Kadar kdo izgubi radirko, jo vedno jaz najdem. Nedvomno bom detektiv. Učiteljica na to ogovori Anjo. Pri gimnastiki rada skačem na trampolinu in letim po zraku. Postala bom pilotka. Leteti je gotovo super, je rekel Marcel. Ko bom velik, bom super junak. Ves razred se je zahihital. To sploh ni pravi poklic. In ti, Laura? Katero delo boš ti opravljala, ko boš velika? Kadar poslušam glasbo, ne morem biti pri miru. Jaz bom plesalka. Na to je svoje razmišljanje pojasnila Helena. V peskovniku, kamor prinesem svojo lopatko in vedro, vedno naredim najlepše potičke in največje gradove. Nekoč bom gradila hiše. In ti, Vili? Je vprašala učiteljica. Vedno sem prvi v vrsti in sem tisti, ki vodi sošolce v razred. Nekoč bom sprevodnik na vlaku. No, Dejan, ali sanjaš? Na vrsti si. Povej mi, kaj bi rad postal, ko odrasteš? Jaz najraje vozim kolo. Poštar bom, prepričan sem o tem. Učiteljica se je na koncu obrnila k Juliji. Kaj pa ti, Julija? Ti nam še nisi povedala, kaj bi rada postala. Jaz imam rada otroke, še raje pa jih mučim s težkimi vprašanji. Torej bom nekoč učiteljica. Kako lepa zgodba in kakšne čudovite želje. A ni nujno, da že danes vemo, kaj želimo postati. Ostanimo radovedni, prijazni
in sledimo tistemu, kar nas osrečuje. Včasih pa nam življenje samo pokaže pot, če le poslušamo svoje srce. Katarina, naj ti ljubezen do živali in srčnost kažeta pravo smer. Kamorkoli te bodo vodile tvoje sanje. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni navdihujoči slovenski pravljici z naslovom Postal bom gasilec. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Katarini, Neli, Mikiju ter Karolini, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, čudovite želje. Tudi sama sem si želela postati učiteljica. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je prav posebna, saj jo z velikim veseljem poklanjam Džukanu, ki ravno danes, 24. februarja leta 2026, praznuje svoj 7. rojstni dan. Dragi Džukan, vse najboljše in najlepše. Naj bodo tvoji dnevi polni zabave, smeha, iskrivih presenečenj in zgodb, ob katerih se bo še dolgo nasmihal. In ker zelo rad prisluhneš zabavnim in malce navihanim pravljicam, te danes čaka prav posebna zgodba. Namreč spoznali bomo Petelina Popija, ki je bil prepričan, da je leteti čisto preprosta stvar. A včasih nas življenje nauči, da ni vse tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici zaslavljenca Džukana, nastali izpod peresa slovenske pisateljice Mojceje Bonte z naslovom O petelinu, ki je hotel leteti. Petelin Popi je zdolgočaseno postopal po kmetiji in opazoval, kaj počnejo živali. Kam pa odhajate? Je vprašal raco, ki je svoje račke postavljala v vrsto. Na račjo pečino, mu je rekla raca. Učile se bodo leteti. Petelinu Popiju se je to zdelo nadvse zanimivo. Z vami grem, se je odločil. In so šli. Na vrhu pečine je mama raca račke podučila, kako morajo leteti. Najprej močno razprite peruti. Nekajkrat zaprhutajte na mestu, da se ogrejete, nato pa tecite proti robu, dokler vam ne zmanjka tal pod nogami. Ko boste v zraku, nožice skrite pod perje in se prepustite vetru. Ga? In kako se spustimo spet na tla? Je zanimalo najmanjšo račko. Zmeraj počasneje mahajte s perutmi, je rekla mama raca. Teža vašega telesa vas bo vlekla k tlom. In potem jim je pokazala, kako naj to storijo. Poletela je čez pečino, se dvignila visoko v zrak in se spet spustila na tla. Nič lažjega, je bil navdušen Petelin Popi. To zmore vsak, kdor ima peruti. In jaz jih imam, pa še lepše so kot tvoje. Se je postavljal pred raco. Raca ob njegovem šopirjenju ni izgubljala besed.
Toda ko je Petelin Popi stopil k pečini, da bi poletel, ga je posvarila. Na tvojem mestu tega ne bi storila, je rekla. Pa, le zakaj? Se je začudil Petelin Popi. Nisem še videla petelina, ki bi poletel višje od strehe kokošnjaka. Ga je skušala odvrniti raca. Saj ne bom poletel navzgor, ampak navzdol, je odgovor zakikirikal Petelin Popi. In je pri priči vzel zalet in se spustil s pečine. Račke so prestrašeno opazovale, kako se je boril z vetrom, višino in svojo težo. In bolj kot je zamahoval s perutmi, bolj ga je obračalo in ga vleklo navzdol. Celo jadrati je poskušal. A še do 10 niso uspele prešteti, ko je leteči Petelin z vso silo treščil naravnost med pekoče koprive. Au! Je bilo vse, kar so slišale. Zdaj mu pa hitro priletimo na pomoč, je svojim račkam, potem ko jim je razložila, zakaj petelini ne morejo leteti, naročila raca. In račke so druga za drugo varno poletele s pečine. Si še v enem kosu? Je zanimalo raco, potem ko je Petelinu Popiju pomagala iz pekoče kopeli. Petelin Popi, ki se je otepal vseh mogočih bolečin, pa je jezno zabrusil. Tvoji nasveti o letenju niso samo neuporabni, ampak tudi nadvse nevarni. Prav imaš, mu je pritrdila raca. Uporabni in varni so samo za race, ne pa za peteline. In tako se je zgodilo. Petelin Popi se še do danes ni sprijaznil, da je ptič, ki ne leti. Zato pa mu njegova petelinja domišljavost narekuje, da svoje perje kljub vsemu ponosno razkazuje. Kako zabavna in hkrati poučna zgodba. Petelin Popi je spoznal, da ni vsak nasvet pravi za vsakogar. In da je včasih dobro najprej poslušati, razmisliti in šele potem leteti. Dragi Đukan, naj te ta pravljica spomni, da je pogum čudovita lastnost. Še lepše pa je, če ga spremljata modrost in malce previdnosti. Mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim zabavnim pravljicam, ki kar zvabijo na smešek na vaš obraz. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravljičen pozdravček slavljencu Đukanu in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Ja, kdor visoko leta, nizko pade. Zelo zabavna pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Najbrž je vsak izmed nas že kdaj padel in res srčno upam, da se pri tem ni prehudo poškodoval. Ampak v današnji pravljici pa bomo spoznali volka, ki je padel, ne boste verjeli, iz pravljice. Ja. In ker mu je bilo strahotno dolg čas, se je odpravil na pot poiskat pravljico, iz katere je padel. Mislite, da mu bo uspelo najti tisto pravo pravljico? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici z naslovom O volku, ki je iskal pravljico. No, pa da vidimo.
To je zgodba o volku, ki je nekega deževnega popoldneva padel naravnost iz pravljice. Pri padcu se je tako poškodoval, da mu je na glavi zrasla velika buška. Najhuje pa je bilo, ker se ni mogel spomniti, iz katere pravljice prihaja. Ves moker in premražen se odpravi na pot, da poišče svojo pravljico. Po dolgem času je na poti zagledal nenavaden lonček. Zdelo se mu je, da v njem nekdo stanuje. Je kdo doma? Je vprašal in potrkal na lonček. Kdo je? Je iz notranjosti zaslišal nežen glasek. Volk, padel sem iz pravljice, pa ne vem iz katere. Tako me zebe. Ali me spustiš noter? Ne morem te spustiti v svoj lonček. V njem ni prostora še za enega volka. Poskusi kje drugje. In volk je razočarano nadaljeval pot. Nato je med drevesi zagledal belo hišico z rdečo streho. Je kdo doma? Je vprašal in potrkal na vrata. Koga zanima? Je zvedavo vprašala muca, ki je v eni roki držala šivanko, v drugi pa copat. Volk sem. Padel sem iz pravljice, pa ne vem iz katere. Tako me zebe. Ali me spustiš noter? Ne morem te spustiti v svojo hišico. V moji pravljici ni nobenega volka. Če ti odprem vrata, bo nastala prava zmešnjava. Poskusi kje drugje. In volk je moral naprej. Znočilo se je in bil je že pošteno lačen. Utrujeno se je usedel pod prvo drevo, da bi malo zadremal. Mimo je priletela kresnička in ga nagovorila. Kaj pa počneš tukaj? Tako pozno je že. Pravljico iščem, je kresnički potožil volk. Morda ti veš, iz katere pravljice prihajam? Ne vem, lahko pa povprašam svojega prijatelja Črička. Prav danes ima v bližini svoj prvi koncert, je dejala kresnička in poletela v noč. Ale kdo mi lahko pomaga? Je glasno tarnal volk in se smilil samemu sebi, kajti bolela ga je prav vsaka koščica v telesu. Jaz ti ne morem, je dejal Čriček, ki je prav takrat pričričkal svojo prijateljico kresničko. Lahko pa ti kaj zaigram. Iz katere pravljice pa prihajaš? Ga je vprašal volk. Iz pravljice o zelo tihem čričku, mu je odvrnil Čriček. In jaz prihajam iz pravljice o zelo osamljeni kresnički, je hitela pripovedovati Čričkova prijateljica. Vem, kako osamljenega se počutiš, zato lahko vse do jutra ostanem s teboj, je še dodala prijazna kresnička. In tako so volk, Čriček in kresnička skupaj preživeli noč. Zjutraj pa se je volk odpravil na pot, odločen, da bo našel pravljico, iz katere je tako nesrečno padel. Topli sončni žarki so mu ogreli kožuh in ob robu gozda se je najedel svežih jagod. Bil je spočit in dobre volje. Brez mene mora biti v pravljici na smrt dolgočasno, je razmišljal volk, ko je zagledal staro leseno hiško. Zdela se mu je znana. Potem je pred hišo zagledal še majhno deklico z lepo rdečo kapo na glavi. Poleg nje je bila stara ženica. Pa lovec veliko puško je bil tam. Videti je bilo, da imajo gostijo. In čeprav se je pravkar najedel svežih jagod, ga je mikalo, da bi se jim pridružil. Morda pa prihajam prav iz te pravljice. Bilo bi naravnost fantastično, se je razveselil volk. Pa tudi mesni prigrizek mi ne bi škodoval, je glasno razmišljal, medtem ko si je oblizoval velika usta. Naj ti na misel ne pride, se je s košate hrastove veje oglasila sraka tatica. Kdo pa si ti, predrznica? Jo je jezno vprašal volk. Sraka tatica, kra, 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 se je zadrla sraka.
Sraka tatica praviš? Torej, sraka tatica, neumnosti govoriš. Je zabrusil volk in zaškrtal z ostrimi zobmi. Ne boš mi preprečila, da bi se vrnil v pravljico, iz katere sem tako nesrečno padel. Kra, nesrečno padel, je kot papagaj ponavljala Sraka in se tako smejala, da bi skoraj padla s hrastove veje. Prav nič nisi nesrečno padel, porinili so te v vodnjak, Porinili praviš? Porinili? Ni mogel verjeti volk. Ja, porinili so te, ker si požrl tisto malo deklico in njeno babico. Se je drla Sraka tatica in kazala proti hišici. Nisem jo požrl, saj tudi sama vidiš, da sta tam pred hiško, prav veseli in zdravi, je ugovarjal volk. Lovec jo je rešil, iz tvojega požrešnega trebuha jo je rešil, zato sta tako veseli in zdravi, kra. Se ni dala Sraka tatica. In nikar ima ne hodi blizu, kra, če ti je koža draga, mu je še svetovala. Kaj pa ne zdaj? Je razočarano zavzdihnil volk, ko je sprevidel, da se je zaman veselil. Končno je našel svojo pravljico, pa se vanjo ni smel vrniti. Ko je tako razmišljal, kaj naj stori, je na gozdni jasi zagledal mamo kozo s kozlički. Že vem, se je v hipu razveselil in se pogladil po trebuhu. Novo pravljico si poiščem. Ti volk, ti. Ja, priznam, da sem na tiho upala, da volku le ne bo uspelo najti pravljice. A volk na koncu ni mogel iz svoje kože. Še dobro, da smo že skoraj da vsi prisluhnili pravljici Volk in 7 kozličkov in poznamo konec te pravljice. Drugače pa zelo zanimiva pravljica o pravljicah. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko poleg pravljice Volk in 7 kozličkov prisluhnete še pravljici Volk, ki ni hotel več hoditi. Zelo zanimiva ter zabavna zgodba. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček prav vsem, ki tako radi poslušate pravljice. Čau. Kako simpatično. Pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica nas bo ponesla v širno nebo, kjer se bomo skupaj s sijočimi zvezdami podali na prav posebno dogodivščino. Spoznali bomo zvedavo ter pogumno zvezdico Sijo, ki si je od vsega najbolj želela živeti na zemlji. Ja, na zemlji. Me res zanima, če se je zvezdici želja uresničila. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorice z umetniškim imenom Bella Weaver z naslovom Sija, zvezdica, ki si je želela živeti na zemlji. Pravljica je posvečena mali Pikici, ki je zrasla v dekle z lepoto Sneguljčice in močjo Samsona. Nekoč se je na velikem lepem modrem nebu rodila mami Luni in očetu Soncu mala zvezdica. Bila je tako silno sijoča, da so ji starši dali ime Sija. Hitro je rasla in kmalu je mama Luna opazila, da je zvezdica zelo zvedava. Mama Luna je nanjo pazila podnevi, ko ji ni bilo treba sijati na nebu, očka Sonca pa ponoči,
ko ni razsvetljeval dnevnega neba. Ko je zvezdica dovolj zrasla, se je pridružila drugim sestram, ki so pridno razsvetljevale nočno nebo. Vsako noč so prijetno klepetale, si prepevale in se družile vse do jutranjih ur, ko so odšle z mamo Luno spat. Takrat je na nebu zasijal prijazni očka sonce. Zvedava zvezdica je pogosto opazovala dogajanje na zemlji. Vedno manj jo je zanimalo razsvetljevanje neba, druženje in prepevanje z ostalimi sestrami. Tako se je zgodilo, da si je vse bolj in bolj želela živeti na zemlji. Nebesnem svodu se napajamo, na zemljo svetlobo dajemo. Hrepeneče je vsako noč opazovala ulice, mesta in vasi tam dolje, kjer so stale male hišice. Bile so osvetljene od znotraj in polne dogajanja, saj so se otroci ravnokar odpravljali spat. Gledali so risanke. Nato so jim starši brali pravljice, vse dokler se jim trudne očke niso zaprle in so trdno zaspali. Neskončno so jo privlačile tudi visoke stolpnice velemest, kjer se je ljudi in luči kar trlo. Tudi majhne kolibe na drugi strani zemlje, v vroči Afriki, polne živahnih otrok, se ji niso zdele nič manj zanimive. Vse to jo je tako silno zanimalo, da je na nebu postalo neznansko dolgčas. Ni več prepevala in klepetala s sestrami, kar naprej je zehala od dolgočasja. Nekega večera se je opogumila in svojim sestram zaupala, kako zelo ji je postalo na nebu dolgčas. Nič več ji ni bilo zanimivo samo svetiti. Zvezdice so postale zelo žalostne, saj so mislile, da jih Sija nima več rada. Po licih so se jim usule solze in tekle vedno bolj. Na zemlji je zato po noči padal močan dež. Bilo je temno kot v rogu, saj zvezdice od žalosti niso mogle svetiti. Ko je zvezdica to videla, je bilo sestri žal. Tolažila jih je in jim povedala, da jih ima zelo rada. To, kar je na zemlji videla vsako noč, pa jo je še vedno privlačilo kot magnet. Vedela je, da bo nesrečna, če se ji želja ne bo nekoč izpolnila. Zato si je želela oditi tja dol, se igrati z otroki in se spustiti v nove dogodivščine. Sestrice so nehale jokati, a so zvezdico zelo začudeno gledale, saj so njeno veliko željo težko razumele. Vedele so namreč, da ni kar tako enostavno kot zvezdica iti na zemljo in tam živeti. Če hočeš živeti na zemlji, moraš najprej dobiti človeško telo. To pa ni lahko. Zvezdica se bo morala razdeliti na pol. Iz ene njene polovice bo nastala deklica, iz druge pa deček. Skrbelo jih je, kako se bo Sija počutila v človeški podobi. Šele čez veliko let se bo lahko spet spremenila nazaj v zvezdico. Vendar le v primeru, če bo na zemlji pridno pomagala drugim ljudem. Drugače bo zavedno ostala tam spodaj. Vse to so sestrice povedale Siji, ona pa se ni ozirala na to. Njena želja živeti na zemlji je bila večja kot celo nočno nebo. Ker je ob tem nastal velik direndaj, je mama Luna prišla pogledat, kaj se z njenimi zvezdicami dogaja. Hitro so ji zaupale Sijino željo. Luna je bila osupla. Postala je žalostna, ker jih Sija želi zapustiti. Dobro je vedela, kaj vse jo čaka na zemlji. Skušala jo je odvrniti od namere, a je bilo vse zaman. Proti jutru je tudi očka sonca prišel pogledat, zakaj je bilo na nebu po noči tako glasno. Luna mu je povedala o Sijinih načrtih. Tudi on je postal zaskrbljen. Srčna, kot je Sija bila, je oba lepo prosila, naj izpolnita to veliko željo. Nestrpno je čakala, da se bo lahko igrala tudi z otroki, ne samo z zvezdicami.
Očka Sonce in mama Luna sta ugotovila, da nobena opozorila ne zaležejo. Zvezdica se bo največ naučila le s selitvijo na Zemljo. Odločila sta se, da ji željo uresničita. Poklicala sta svojega velikega prijatelja, mogočnega zvezdnega čarovnika. Prosila sta ga, naj Sijo spremeni v človeško telo. Mogočni čarovnik sprva ni bil navdušen nad prošnjo. Veliko časa je že minilo od tedaj, ko je zadnjič opravil tako čarovnijo, saj si nobena zvezda tega že dolgo ni upala. Ni bil prepričan, ali bo čarovnija še delovala. Potem se je zatopil v svoje debele čarovniške knjige in po dolgem iskanju ter branju le našel zelo zapleten postopek spreminjanja zvezda v človeško telo. Malce ga je še skrbelo, saj je bila zvezdica najsijajnejša na nebu. Tako zelo sijočo zvezdico je še posebej težko spremeniti. Mogočni čarovnik je pomislil tudi na to, kaj se bo dogajalo na nebu potem, ko je ne bo več tam. Vendar sta očka Sonce in mama Luna že predlagala drugo najsvetlejšo zvezdico, ki bo nadomestila Sijo. Potolažila sta čarovnika, da bo na nebu prav vse v najlepšem redu. In tako je tudi bilo. Končno je prišel dan preobrazbe, ki ga je Sija tako težko čakala. K velikemu in mogočnemu čarovniku so jo spremile prav vse njene sestre in mamica Luna. Od žalosti, ker jih zapušča sestrica, najsvetlejša zvezda, niso mogle sijati. To niti ni bilo potrebno, saj je bil dan. Le očka Sonce ni mogel biti prisoten, saj je razsvetljeval dnevno nebo. A zaradi žalosti mu delo ni šlo najbolje od rok, zato je bilo nebo nad Zemljo ta dan zelo oblačno. Zvezdica Sija je v najlepši obleki kot prava mala princeska pogumno stopila pred mogočnega čarovnika. Sestre so ji pot posule s cvetjem. Zaželele so ji radostno in srečno življenje na Zemlji. Začele so peti najlepše pesmi, kar jih premore širno nebo. Mama Luna je v zadnjem hipu Sijo močno objela. Podarila ji je moč, da bo lažje premagovala vse težave in ljudem na Zemlji delala same dobre stvari. Zašepetala ji je samo še to, kako zelo jo ima rada. Mogočni čarovnik je začel postopek spreminjanja. Bil je obdan s svojimi magičnimi knjigami. V velikem loncu je nekaj žaborelo in se kadilo. V rokah je držal veliko palico s srebrno konico iz čisto prave kamene strele, ki je oddajala mogočne žarke. Mahal je z njo po zraku in izgovarjal čudne stavke. Na koncu je na ves glas zavpil: Čin čiribim, abrakadabra, bum, bum, bum. In zvezdica Sija se je prelomila na pol. Bila je tako zelo pogumna, da ni spustila niti ene samcate solze. Njena želja je bila tako velika, da je stisnila zobe in pozabila na bolečino. Iz njenih dveh sijočih polovic sta nastali dve majhni pikici. Na vetriču zlatega zvezdnega prahu, obsijanega z mogočno svetlobo sestric zvezdic, mame Lune in očeta Sonca, jo je odpihnilo proti Zemlji. Leteli sta in leteli. Pesmi sestric zvezdic so se slišale vedno manj. Ko sta se že približevali Zemlji, je zapihal močan veter in jo odpihnil vsako na svojo stran Zemlje. Tako je ena pikica pristala v Ameriki, druga pa v Afriki. Samo za droben hipec sta bili malce žalostni, ker nista bili več skupaj. Zaradi velike želje po novih doživetjih pa sta na ločitev hitro pozabili. In tako so se začele njune zemeljske dogodivščine. V Ameriki, kjer je bilo nešteto visokih, svetlečih stolpnic, zgrajenih iz stekla in železa, je živela mlada ženska. Že zelo dolgo si je želela postati mati. In prav tistega dne se je končno zgodil pravi mali čudež.
Začutila je, da se z njenim telesom nekaj dogaja. Zdravnik je potrdil veselo novico, da bo končno dobila dojenčka. Čez nekaj mesecev se je rodila zdrava deklica. Imela je velike, zvedave modre oči in sijoče svetle lase. Starši so bili presrečni. Zaradi njene posebne lepote so ji dali ime Bonnie. Ker so bili premožni, Bonnie ne bi smelo ničesar primanjkovati. Hodila je v najboljše šole. Postala je zdravnica. Poročila se je z najlepšim sošolcem s fakultete. Pa vendar ji je nekaj manjkalo in še sama ni vedela, kaj bi to bilo. Zelo je bila lepa. S svojim denarjem in zdravniškim znanjem je delala dobra dela. Redno je potovala iz Amerike na druge celine, kjer je bilo veliko revščine. Skrbela je, da je pomoč prišla v prave roke. A ni bila srečna. Ker je veliko potovala, sta se z možem odtujila. Tudi svojih otrok nista imela, zato sta se neke pomladi dokončno razšla. Bonnie se je še bolj zakopala v delo. Odločila se je, da se bo za nekaj časa preselila v Afriko in tam nadaljevala s svojimi dobrimi deli. Na drugi strani zemlje, v vroči Afriki, kamor je zemeljski veter ponesel drugo pikico, nastalo iz sijoče sije, se je odvijalo skromno življenje. Majhni kolibi, narejeni iz afriške zemlje, pokrite slamo, je živela družina z veliko otroki. Očka je bil vaški vrač in mogočni lovec, ki je vedno poskrbel, da je družina imela hrano. Mamica je skrbela za dom in številne otroke. In glej no glej, pikica se je naselila prav v njenem trebuhu. Tako se je številni družini pridružil nov član. Mamica in očka sta bila zelo vesela, čeprav sta imela že veliko otrok, saj sta dobila močnega dečka vranje črnih las in zeleno rjavih oči. Poimenovala sta ga Gajo. Bil je pravi mali navihanec, ki z velikim veseljem sesal mamino mleko. Ko je malce zrasel, je storil marsikatero neumnost in starši so imeli z njim veliko več dela kot z drugimi otroki. Sosedje so se kar naprej pritoževali zaradi vragolij, ki jih je tako rad počel. Prav zaradi svoje nagajivosti pa se je moral Gajo že pri rosnih 10 letih pridružiti očetu pri lovu na živali. Oče vrač ga je naučil vseh umetnosti preživetja v skromnih afriških razmerah. Gajo je znal poiskati vodo in hrano v puščavi. Dobro se je naučil tudi osnov zdravljenja ljudi. In počasi je iz navihanega fantiča postal močan mož, ki je zelo rad pomagal svoji revni vasi. Zaradi njegove nadarjenosti za učenje so vaščani s prodajo svojih izdelkov zbrali denar in ga poslali v večje afriško mesto študirati. Gaju se je tožilo po domači vasi, naravi in njenih prostranstvih. Vendar je kljub temu pridno študiral. Zavedal se je, kako težko so vaščani zbrali denar za njegov študij. Že v zgodnjem otroštvu je videl lakoto in veliko pomanjkanje med svojim ljudstvom. Zato se je po končanem študiju odločil, da jim bo z vsem svojim znanjem pomagal. Svojo posebno lepoto je sicer omrežil marsikatero dekle, vendar v nobeni ni našel tega, kar je iskalo njegovo srce. Nekako ni bil srečen. Tako se je Gajo nekega lepega dne vračal nazaj v svojo rodno vas z diplomo v žepu in polnim vozilom dobrot za sovaščane. Na poti je njegovemu staremu džipu nenadoma počila guma. Medtem ko se jo je trudil zamenjati, se je ob njem nenadoma ustavil konvoj vozil. Iz prvega vozila je stopilo čudovito dekle velikih modrih oči in svetlih las, ter ga v angleščini povprašalo po neki vasi in poti do nje. Gajo je popolnoma okamenel. Nikakor ni mogel odvrniti oči od modrooke lepotice. Srce v prsih mu je bilo kot ponorelo. Trebuhu je začutil ples metuljčkov.
težavo je zamenjal gumo na svojem džipu in šele tedaj se je zavedal, da lepotica sprašuje po njegovi rojstni vasi. Z največjim veseljem je vozil na čelu kolone konvoja. Tudi Bonnie je bil močni fant, tako zelo všeč, da kar ni mogla nehati misliti nanj. Vaščani so bili navdušeni, ko so videli, da se je njihov Gajo vrnil z lepo prijateljico in velikim tovorom pomoči. Takoj so opazili, da se med njima krešejo iskrice in zaplesali so jima obredni ples zaljubljencev. Bonnie in Gajo sta se zaljubile na prvi pogled. Končno sta našla tisto, kar sta tako zelo dolgo iskala, in dvoje src je začelo biti kot eno. Do konca svojih dni sta srečno živela skupaj. Potovala sta med Ameriko in Afriko in skupaj pomagala ljudem. Darovala sta veliko oblek, hrane in zdravil ter z veseljem predajala svoje znanje vsem, ki so to želeli. Kot sta skupaj srečno živela, sta zemljo tudi skupaj zapustila. Na starost sta neko noč mirno za večno zaspala. Ko sta njuni duši potovali iz teles, sta zaslišala nežno glasbo in šepet angelov. Njuno pot so posuli s cvetjem, ki je pelo in jo spremljalo. Nenadoma pa je petje postalo glasnejše. Obkrožil jo je neznansko močan svetleči sij, ki je njuni duši spet združil v eno najsvetlejšo zvezdo. Tako se je zvezdica Sija končno vrnila med svoje sestrice, k mami Luni in očetu Soncu. Priredili so jima pravo malo zabavo, na kateri se je kar kresalo od svetlobe. S pridnim in dobrodelnim delom na zemlji, kjer je bilo igranje z otroki hitro konec, si je zvezdica Sija zaslužila, da se je po mnogih letih končno vrnila nazaj na nebo, od koder nam sije sem dol in na zemljo, prav vsako noč za nočjo. Kako čarobna pravljica. Pravljica, ki napolni naša srca z upanjem, ljubeznijo ter hvaležnostjo. Prav vsak trenutek je dragocen in vsakdo izmed nas ima posebno mesto v tem čudovitem svetu, svetu, ki ga osvetljujemo vsak s svojim sijajem. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zelo čudni pravljici z naslovom Mala Blani in pogumna Murva, ki jo je prav tako napisala avtorica Bella Weaver. Blani se namreč preseli iz velike Ljubljane v vas in se tako sooča s številnimi izzivi. A Blani je pogumna, predvsem pa srčna in tako je uspešno zakorakala novim izzivom naproti. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte. Vsak izmed nas naj svojo svetlobo prinaša lepoto ter upanje v svet, kot so to počele zvezdice na nebu. Pošiljam vam zvezdnati pozdravček. Čau, čau. Bravo, Sija. Zelo lepa pravljica.